oddaja Klepet ob kavi in Jasmina sem v vaši družbi. Moram vam povedati, da je vedno več priložnosti in možnosti, da se vidimo tudi v živo in sicer na dogodkih in predavanjih, pa tudi na potovanjih. Eden izmed prihajajočih za vse tiste, ki pravite, da se zmeri samo v Ljubljani dogajajo fajna predavanja pa fine stvari. Ne vam povem, da prihajamo v Maribor in sicer z mojim avtorskim predavanjem Kako privabiti obilje v svoje življenje. Se pravi, kako živeti v obilju, kajti obilje je naše naravno stanje. To ni nekaj, kar imajo bogati ljudje. To je nekaj, kar lahko mi sami dosežemo in nam je dano samo, če poznamo malce ta svet energij in tudi različne energijske tehnike. Tako da vas vabim torej v Maribor, tam se bomo torej malce podružili, 1-2-urno predavanje je bilo, tako da več kot dobrodošli. No, naslednji dogodek oziroma pravzaprav bo kar potovanje, kaj ne da, na Altaj z Marijo Ano Kolman odpravljamo se skupaj z vami na Altaj, v Sibirijo, s konji, kot smo rekli, ampak vam moram povedati, da na žalost je tale potovanje že polno in razprodano. Gremo pa torej 30.6. Fajn se bomo imeli, bomo pa tudi snemali tam, tako da veste. Na žalost je tole predavanje že razprodano, je pa pravzaprav razprodan tudi vikend za dušo. In sicer tale januarski povsem napolnjen in ravno zaradi tega imamo nov datum in vam tudi sporočamo, da zdaj imate znova priložnost in možnost, da se prijavite od 3.3. do 5.3. v Strunjanu se bomo družili in sicer na zelo posebni energijski točki. Obiskovali bomo vsak dan peš par minut, dejansko tudi Mesečev zaliv. V Mesečevem zalivu so res krasne energije, najmočnejše dejansko v Sloveniji in tale vikend za dušo bo res ena taka konkretna stvar, ki jo lahko naredite zase v svojem življenju. Imamo pa veselo novico tudi, kar se tiče mesta prihodnosti. O čem govorimo? Govorimo o 8. čudu sveta, o podzemnih templih in mestu prihodnosti Damanhur. Eno potovanje je že bilo za nami in novo potovanje pred nami. 27.4. gremo, 30.4. pridemo nazaj in to je potem ta 1. maj. In to pomeni, da si vzamete en dan dopusta, ostalo je pa v bistvu vikend in dejte se čim prej prijaviti. Imate tudi možnost na 2 obroka in preverite torej vse te informacije, ker Damanhur je nekaj tako zelo izjemnega in ljudje nazadnje še zdaj ne morejo, enostavno težko govorijo o tem, kako so se imeli, ker enostavno ni besed, ki bi vse to razložili. Moram pa reči, da je ena od stvari, ki je meni osebno najbolj ostala v spominu in mi vedno znova navduši, ravno ta Music of the Plants, glasba rastlin, njihove raziskave, ki so narejene na področju rastlin, dejansko pričajo o tem, da rastline živijo svoj svet. Mogoče za nas nerazumljiv oziroma ne toliko blizu, zaradi tega, ker si mogoče celo ne vzamemo časa, ampak rastline so inteligentne, z nami komunicirajo, torej naredili so eno napravo, kjer dejansko pojejo in v Sloveniji bomo imeli tudi koncert rastlin. Si lahko to predstavljate? Pa človek bo mislil, da smo za ovojnik ali pa za opolje. Ne, dejansko res. In moram vam povedati, to so izjemne stvari, ki jih enostavno, ne da jih moraš slišati, ne da jih moraš videti, moraš jih doživeti. Sami pa dobro veste, da lahko eno stvar gledate, ampak če jo vidite, je nekaj povsem drugega. In ne da gleda, tudi vidi danes zelo poseben gost, ki se je odločil, da pride na eno kavico oziroma čajček. Uroš Križaj iz Zavoda Debela čebela je danes v naši družbi. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Dober dan. Hvala, se tikava, ne? Lahko. Ok, fajn. V vašem zavodu Debela čebela toliko poudarjate to sproščenost, da sem jaz kar sproščena. Fantastično. Izkustvo je tisto, ki je bolj recimo pomembno. Vi osebno, ko pridete na vrt, ne pogledate kot, ta rastlina je to latinsko ime, raste od takrat, raste do tuk in tuk centimetrov, široka je tuk in tuk, potrebuje tuk in tuk, ampak imate drugačen pristop, drugače vidite vrt kot mogoče ostali ljudje. Na kakšen način? Ja, hvala za vprašanje. Ravno v vrtu
bom rekel, je ta osebni odnos, kot se ga imela nekoč naše babice, prababice in še tako nazaj, je izredno pomemben. Vse tisto, kar ste prej omenili, je izredno pomembno pri načrtovanju v vrtovih, sodobnem načrtovanju. Tudi nekoč, bom rekel, je brez teh vseh latinskih imen stvar funkcionirala že pri babilonskih vrtovih, ko so rastline zaradi nekih, bom rekel, čustvenih navezanosti oziroma kralja, ki je želel svoji dragi omogočiti tisti rastlinski svet, na katerega je bila navajena. Zapolniti nek notranji svet, jaz pravim temu maternica. Ko pridem na vrt, pridem v neko maternico, v varno okolje, tako kot je jasa v gozdu, da imaš občutek neke varnosti, čeprav gozd ni varno mesto. Torej, ja, latinska imena nam vsem omogočajo, da se sporazumevamo na nek način, kaj je tisto, kar želimo imeti na nekem področju. Vendar v samem vrtu rastlinam to ni pomembno. Rastlinam je pomembno, da imamo mi dober odnos z njimi, da se imamo fajn, da dejansko, da jih začutimo, kje bi se pravzaprav one rade postavile. Ne samo tisto, da rečemo, aha, imamo plan, jo postavimo, tako da imamo nek krožnik, mizo, ki je po neki inerciji mora tam pa tam stati, ampak da se usedemo, se umirimo v vrtu, samo to, če se le da, vedno naredim 15-20 minut, pol urce. Tako da dostikrat se zgodi, da sicer naredimo plan skupaj v bistvu z gospodarjem, z lastnikom vrta, vendar dostikrat se zgodi, da pride do neke premestitve. Začutiš, da ta rastlina enostavno tam ne paše, da hoče drugam. Velikokrat govorim, kako si želim z oddajo Klepet ob kavi rušiti zidove in postavljati mostove med ljudmi, med vsemi. Ampak vi ste pa ravno to, oziroma ti si pa ravno to, točno to delaš. Dejansko si na nek način prevajalec med tem, kaj želijo rastline oziroma rastlinsko kraljestvo in kaj želimo mi, oziroma kakšen namen imamo. Ja, mogoče je to moje poslanstvo. Prav gotovo je. Že od majhnega pravzaprav se to dogaja, da kot mali otrok sem si izbral, že prvo knjigo je bila Rastline iz pešk. In v tem verjetno se je zgodilo to, da imaš neko inercijo, kaj je tisto, kar te res zanima, za kar si poslan. In ko se dejansko umiriš, ko najdeš samega sebe, ko najdeš svoj mir, se to verjetno zgodi. Včasih takole verjetno ljudje rečejo, aha, kaj pa ti počneš v življenju, ko se spoznavajo, ne? In kaj jim takrat poveste? Jim ne poveste verjetno tako globoko, kakšno moč, kakšno sposobnost ste pravzaprav razvili, ki je verjetno dana nam vsem, če bi si le vzeli čas, se umirili in fokusirali nekaj drugega, kakor samo na to, kaj bomo pa zdaj kupili, da nam bo prineslo malce sreče. Tako je, točno tako. Se pravi, nam je vsem to dano. Sicer v osnovi ste vrtnar z dušo in srcem in kako se označite kot tako? Najlažje kot vrtnar. Človek, ki dejansko sodeluje z rastlinami, seveda v vrtu ne gre samo za rastline. Veliko bolj kot rastline same so pomembno mikroorganizmi, ki so v nekem vrtu dosti podoben, kot ima rastlina mikroorganizme, je v človeškem telesu prebavni sistem. Tako kot recimo v biodinamičnem svetu biodinamikov, oziroma ljudi, ki se ukvarjajo z biodinamiko, so nekako najdli povezavo, da je človeški las je zelo podoben strukturi korenin rastlin. Malo smo na glavo obrnjeni, po domače povedano. V naše roke so tudi tipalke in vse to pravzaprav za neko senzibilizacijo, z nekim, da si dovoliš, da se začutiš
potem se to enostavno lahko uporabljaš. Kdorkoli od nas. Gre za to, da človek sebe začuti, kaj je tisto, kar mu je fajn. Tako, kot so uporabljali v samostanih, so pravzaprav vrtove začeli delati menihi, zato da so dodatno gojili rastline, ki so jih uporabljali za pomoč pri želodčnih nekih težavah. Skratka, ugotovili so, kaj rastlina nudi in kako se človeško telo odzove na to. Sodobne raziskave, recimo, in ravno zadnjič je bil v naši družbi Tadej Pretnar, je rekel, kako so ugotovili neki znanstveniki, da rastlina ob nekem šoku lahko dobesedno umedli. Tako je. Enako pes, enako rastlina, katerikoli človeški organizem v samem šoku spusti, se čist popolnoma sprosti. Zavest gre malo po svoje in enako se dogaja z rastlinami. Tako da vsakič, ko rastlino presadimo, prestavimo, je to zanjo šok. In rabi nekaj časa, da se prilagodi. Tako. Čas tukaj ne igra kaj dosti vloge. Igra v bistvu bolj, kako se energetsko tale ista rastlina poveže v tistem prostoru in času, kar se v bistvu ekologija s tem ukvarja. Se opravičujem za tole vprašanje, ampak moram vprašati tudi to. Jaz sem recimo vegan, se pravi, ne jem živalskih zadev in tako naprej. In ko smo zadnjič že govorili o tem, kako rastline čutijo, kako so dejansko sposobne komunicirati z nami, kako recimo smo sploh zneglektirali eno ogromno komunikacijsko smer z rastlinskim svetom. In potem mi je nekdo rekel, čakaj malo, zdaj pa rastline čutijo, ti pa to ješ, Kako lahko rečeš, da si humana, Se rastline tudi čutijo, Saj kaj, solata potem tudi kriči, ko jo ješ. Ja. Po svoje ja, po svoje pa tudi ne. Zakaj ja? Zakaj najprej, zakaj ne? Solata, ki je utrgana, doživi šok. Torej vsakeč, ko prije žival, žirafa, ko objeda listje, celotno, bo rekel, živalsko kraljestvo, ki je v bistvu za rastlino to nek šok. In šok traja določen trenutek, tako da mi, ko doma solato uporabljamo, je ta šok že zdavnaj mimo. Razen, če bi jo jedli direktno. Tukaj pride do razlike. Indijanci so ubili žival in so se z njo povezali. Žival jim je dovolila, da so se jo polastili njenega telesa in dovolili, da gre duša, in šele čez 2-3 dni, pri nas je to, mislim, da je neko obdobje, tudi v svetu religije, ko duša zapusti in isto pri rastlini, ko ti utrgaš, se zgodi neka transforma, transforma je malo drugačna, transcendenca, pride do neke predrugačnosti, tako da zato pa ne jemo solato direktno iz vrta v usta. Sadje je to malo drugače, čeprav je tudi šok za rastlino. In enako je za vrtnarski svet zelo problematičen, ko gremo rezati drevesa, zato jih režemo raj po zimi, da je šok kar se le da majhen, ker so bolj v mirovanju, vendar šok še vedno obstaja. Tako da dostikrat, ko grem rezati, ko grem nekaj delati z rastlinami, se zelo povežem z njimi, rečem, kaj bom naredil, kakšen namen, da pač ne more biti tako strašno velika, da jo moramo omejiti, se zgodi, da je kakšna veja utrgana. Tudi ta namen, da jo odrežeš, je spet šok za rastlino in spet smo v odnosu. Ko ustvarimo odnos z rastlino, omenil bom tudi Findhorn, kjer so se dejansko povezali z rastlinami, so se povezali z nekim področjem, kar so imeli namen početi, in recimo v biodinamičnem svetu je ravno trenutno ta čas od 15. januarja do 15. oziroma 20. februarja čas, ko se človek lahko poveže z
rastlinskim in živalskim svetom, da jasen namen, tudi s polži, ki so, pa je hud problem, pa niso, pa je človek, ker jih sovraži in potem še bolj privablja. In vsakič, ko se bojujemo z naravo, se v bistvu bojujemo z naravo v sebi. Tukaj nastane težava. No, tale Findhorn, ste rekli, tole je neka skupnost na Škotskem, ne? Kjer ste tudi dobili svoje izkušnje različne? Tam ne. Tam ne. Jaz imam, bom rekel, to srečo, da podobno preko znanja iz biodinamike, nekaj tudi iz permakulture, lahko oziroma stalno spremljam, kaj se dogaja v vrtu. Cirka nekje 3 leta je potrebno, vsaj v mojem primeru, da se vzpostavi neko stanje. V vrtu ravnotežja ni. V naravi ravnotežja ni. Tega to ne obstaja. To je bil zame šok, ko sem gotovil, da skušamo vedno neko ravnotežje iskati, balans, tako kot smo mi na 2 nogah. V naravi tega ni. Je neko stanje, se zgodi in se avtomatično zgodi neko drugo stanje. Se pravi, samo dogodki so. Neka stanja. Mi dogodek opisujemo kot nekaj, kar se je zgodilo. Tukaj je pa sklop nekih povezav, ki jih težko vidimo. A moram jaz solati povedati, da jo bom pojedla? Ja, v bistvu, da si jo želite. Da imate radi in da ta list, da vam bo zelo prav prišel, seveda mora potem telo to predelati, ker solata je, oziroma vsaka rastlina, ki jo mi pojemo, je za naš človeški organizem strup. Vse je strupeno. Ne, ker jaz razmišljam, kaj bi še sploh jedla. Mislim, najbolj optimalno bi mi bilo, da bi se samo na sonce, da bi se filala. In vem, da to obstaja in vem, da je vedno več ljudi. Tako. Nisem še trenutno tam, ker živim preveč stresno življenje, tega se zavedam, ampak razmišljam, kako ne jaz zdaj brokolijo dopovem, prijatu, lep si, krasen, zelen, si pa tudi zdrav, pa jaz bi te zdajle skupaj malo z čebulce, pa z ajdove kaše, pa bi te. Se pravi, mu povem to. Preden ga grem rezati. Zelo dobro. Preden ga začnemo rezati. Ker ena stvar pa je zelo pomembna. A on še živi, recimo, glede na to, da je bil utrgan? Ma še neko vibracijo v sebi, vsekakor. Sam osebno sem v tem dostikrat stanju, namreč jaz na vrtu dostikrat vzamem brokoli in ga sam tudi pojem tisti moment. Vendar je to ravno v tem zgodba, da preden utrgam, vprašam, tole bom naredil, utrgal bom, želim, da zrasteš naprej in dostikrat se zgodi, da ne dobim dovoljenja, ker ta brokoli ni primeren zame. Ni bil namen. Če dam jaz v brokoli namen, da zraste za cvet, da se bo semenil in čez en teden pridem okoli, pa sem recimo da lačen. In rečem brokoli, jaz bi pa te utrgal in dobim zgolj, ni govora, ne bo šlo. Dal si mi drug namen in gre v drug namen in vibracija je drugačna. Jaz, ko sadim, moram kar malo vode vmes piti, zaradi tega, ker jaz pluvam v zemljo, preden dam sadiko noter, zaradi tega, da dobi informacijo iz moje sline, katere sestavine jaz trenutno potrebujem, malo več, malo bolj, ne vem, kakorkoli, in dejansko sadež oziroma zelenjava, karkoli pa že, plod zraste zame. A sem fejst nora zaradi tega? To je normalno. To je normalno? To je normalen pojav. Ok, odlično. In nenormalnost in ostalo. In ostalo. Tako. Odlično. Najlepša hvala, zdaj greva še naše rastlince pogledati v pisarno. Se mi zdi, da tudi en tak šok doživljajo, ker so povsem nove. Tako da najlepša hvala za vse te informacije, ki ste jih posredovali in zaradi tega, ker ste delo, ki ga upravljate vi in vsi v zavodu Debela čebela, hvala lepa, ker ste. Evo, še kakšne informacije najdete na www.klepetobkavi.si in če nimate dostopa do interneta, nič težav, kajti na voljo so naše agentke na 02 6200 230. Za vse informacije, kar se tiče, ne vem, kakšne zanimive zadeve, kar se tiče predavanj in vsega ostalega, smo vam na voljo, pa tudi če je nedelja, brez skrbi, vi sam pokličite, se bomo vse dogovorili. Naj vam bo svet lep.
Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi. Sicer pa raziskuj naprej vse Klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani, in sicer www.klepetobkavi.si. Tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da boš živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.